V Viteški dvorani na Blejskem gradu se je 27. septembra odvijal čaroben dogodek, ki je otroke in njihove starše popeljal v svet domišljije in pravljic. Drevo pravljic ni le običajen pravljični večer, temveč prav posebno doživetje, kjer so se stare legende in zgodbe prepletale z naravo, ustvarjalnostjo ter otroško radovednostjo. Dogodek Drevo pravljic poteka v okviru gozdne knjižnice in sicer je to dogodek na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije ob Svetovnem dnevu turizma. Po celi Sloveniji so dogodki povezani z branjem, običajno v naravnem okolju. Danes smo v Viteški dvorani Blejskega gradu, zaradi tega, ker je vreme preprečilo, da bi dogodek izvedli v Grajskem parku. Smo se pa za izvedbo povezali z knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica in z gospema, ki sta tudi izpeljali pripoved od ljudskih pravljic in delavnic, tako da, ja. Katere pravljice pa sta gospe Silva Kos in Katarina Perger izbrali za pripovedovanje? Ja, bila je tema gozdna knjižnica, zaradi tega sva se s Katarino, s kolegico dogovorili, da bova imela pravljico na temo gozda. Seveda pa morajo biti pravljice zanimive, take, da otroci z veseljem poslušajo. Tako sva izbrali pravljico o leski, o lešnikih, to je bila pravljica o Bedinu in Bedini, potem o orehu, to je bila pravljica orehova vejica in pa zadnja pravljica je bila pa zdravilno jabolko. Otroci so poleg poslušanja pravljic imeli tudi različne dejavnosti, kjer so si lahko ustvarili svoje lastno gozdno doživetje. Današnji dogodek je bil tako zasnovan, da ni bilo samo poslušanje pravljic, ampak da so bile zraven tudi delavnice, tako da po prvi pravljici smo izdelovali mošnjičke, po drugi pravljici je bilo pa bolj tako interaktivno, tako da smo hoteli, da otroci, kljub temu, da je danes dež, pa da moramo biti v tej dvorani, a ne, da začutijo gozd. Tako sva navezali različne gozdne plodove in so potem otroci z zavezanimi očmi hodili od enega gozdnega ploda do ta drugega in ugotavljali, kateri je, in tisti, ki jim bilo najbolj všeč, tistega so potem lahko tudi vzeli in ga shranili v svoj mošnjiček. Tovrstne pobude, kot je gozdna knjižnica, uspešno spodbujajo bralno kulturo in prinašajo literaturo na svež, interaktiven način, hkrati pa ozaveščajo o pomembnosti narave in trajnostnega razvoja. Katera pravljica danes ti bila najbolj všeč? Ta zadnja, ker je bil zlato jabolko. A pa doma veliko bereš, že sama bereš? Sama berem do debele knjige. Drevesa pravljic so se skupaj s svojimi otroki udeležili tudi njihovi starši. Njim je dogodek ponudil priložnost, da skupaj s svojimi otroki uživajo v ustvarjanju, spodbujajo ljubezen do branja in krepijo družinske vezi skozi domišljijsko pripovedovanje pravljic. Ja, bilo je zelo zabavno, no, pa poučno, pa ustvarjalno, tako da definitivno še pridemo. Dogodek je bil odlična priložnost za krepitev domišljije in ustvarjalnosti najmlajših ter je prispeval k obogatitvi njihovega vsakdana.